Lepo pozdravljeni. Ja, v okviru našega projekta na Filozofski fakulteti smo se ukvarjamo tudi v bistvu z nemško-italijansko mejo. Jaz bom predstavila en primer tega in sicer bom govorila o kraju Žiri, ki je dejansko ta kraj je v bistvu že s časom po prvi svetovni vojni postal kraj ob državni meji. In sicer, če v bistvu pogledamo to staro razglednico, po tem grebenu je tekla na novo postavljena rapalska meja in tako so se Žiri kar naenkrat znašle v popolnoma novi vlogi. Morali so se pač krajani prilagoditi na to in v bistvu v tem medvojnem obdobju so se recimo že kar zelo dobro posluževali tudi kontrabanda. No, druga svetovna vojna jih je pa zaznamovala še nekoliko drugače. Zdaj sama vojna se je dejansko začela odvijati tudi na njihovih tleh in v bistvu, ko raziskujemo to medvojno obdobje, se lahko poslužujemo pač različnih virov, že obstoječe literature, arhivskega gradiva, potem ustnih virov, lahko gremo na teren, sploh če nas zanima ta meja, pa seveda tudi recimo že objavljenih dnevniških in spominskih zapiskov. In za sam začetek druge svetovne vojne nam tu precej pomaga dnevnik oziroma kronika, ki jo je pisal žirovski župnik Ivan Pečnik. V Žiri so v bistvu najprej prišli Italijani in so tu ostali 10 dni in v bistvu kako so pač sami Žirovci dojemali začetek vojne, recimo je Ivan Pečnik zapisal v svojem zapisku in sicer Cvetna nedelja, 6. april 1941. Zjutraj so prišli Žirovci k duhovnemu opravilu kot običajno. Ob 10. pa je bila cerkev skoraj čisto prazna. Že okrog 7:30 so začeli dirjati vojaki po cestah in potih vse križem. V nekaj minutah so bila vsa pota zaprta železnimi bodičastimi jezdeci, ob katerih so stale močne straže. Malo više gori pa so bili vsi objekti in bunkeri polni vojaštva. Bilo je, kakor pred hudim viharjem. Se pravi, na ta dan je bilo prebivalstvo okočeno v nekem strahu, naslednjega dne so se iz kraja že selili uradi, prav tako so se minirali 3 glavni mostovi Žirov, prebivalstvo je podobilo ukaz, da se mora preko Račeve izseliti v Dobrovo, se pravi okolico Ljubljane. No in potem so po nekaj dneh dejansko v Žiri prišli Italijani, ki se jih prebivalci, vsekakor je iz teh že objavljenih spominov, nekako doživljali precej, v bistvu jih nekako opisujejo precej posmehovalno. Naprimer Vinko Govekar, ki je bil eden glavnih organizatorjev kasneje odpora ter tudi partizanskega šolstva, je naprimer zapisal, citiram, ko so prišli Italijani v Žiri, se nam je zdelo, kot bi bili ti vojaki šolari. Bili so namreč majhni in drobni, le redki med njimi so bili postavnejši. Ljudje so se med tem že vračali na svoje domove. Mnogi izmed njih skoraj niso mogli verjeti, da bi bili to naši okupatorji. In naprimer ohranile so se tudi informacije, da je nekaj Žirovcev dejansko odšlo v Gorenjo vas, ki je približno nekih 10 km stran od Žirov. Ta kraj je pa že bil pod nemško okupacijo in so dejansko prosili tamkajšnje nove oblasti, če lahko pridejo v Žiri, se pravi, preden so potem dejansko prišli Nemci. No in tudi Ivan Pečnik, recimo, je o Italijanih pisal precej na tak posmehovalen način. Naprimer, 12. aprila je zapisal: Mehkega srca in čustveno zelo občutljivi so ti novi letoviščari. Ob prihodu na Veliki petek so si privoščili nakradenih kokoši. Po procesi na Veliko soboto pa jih je prišla cela množica in me ostavijo pred cerkvijo. Kradli smo kokoši, jutri je velika noč, pa skva bi radi obhajilu. Prosim, da nas poveste, spovedoval sem dolgo v noč. Ampak v bistvu tukaj imamo dva taka zapisa, v bistvu oseb, ki so bile takrat vidnejše v Žireh, bila sta oba tudi izobražena,
Moramo pa upoštevati tudi dejstvo, da so ti spomini bili objavljeni kasneje in možno, da so se skozi čas seveda spreminjali, zato, kakor potem lahko vidimo na veliko noč iz teh zapisov dejansko sredi cerkve, je tej maši prisostvovala tudi cela italijanska enota in lahko se vprašamo, kako so pa to doživljali neki čisto običajni žirovci, pač to ni bila običajna situacija. No, se je pa v bistvu to dojemanje precej spremenilo s prihodom Nemcev in sicer 20. aprila je v žiri prišlo 30 žandarjev ter finančnikov in zdaj recimo iz gradiva lahko izvemo, kje so se naselili in potem to kombiniramo s starejšimi fotografijami, da si lahko predstavljamo. Naprimer, bili so v tej stavbi, se pravi šoli, potem naselili so se v starem župnišču, pa tudi naprimer v gostišču pri Bahaču, to je ta stavba tukaj in s to stavbo je potem tudi povezan precej zgodba oziroma to, kako so Nemci iz Žirov odšli. Odšli so namreč 23. oktobra leta 1943, ko je to ozemlje potem postalo del osvobojenega ozemlja. No in naprimer v tej stavbi so skrivali, Žiri so bile čevljarski kraj, so skrivali približno 1000 parov čevljev, ki so jih potem odpeljali s seboj naprej proti Škofji Loki. Je pa dejansko ta kraj bil podvržen pač okupacijskemu nasilju, naprimer izseljevanje, ostali so brez duhovnika, brez učiteljev. Recimo že drugi dan nemške okupacije so vse napise, recimo kot tukaj, pač slovenske napise morali prebarvati, zamenjati z nemškimi, skorili so okoli 2000 knjig. Seveda je pa v življenje prebivalcev zarezala tudi nova meja. Zdaj, en del meje, se pravi med Italijo, torej na tej strani, ter Nemčijo, je potekala po stari rapalski meji in sicer do kraja spodnji, to so kot Žiri, do kraja spodnji Vrstnik, potem se je pa pri mejnem kamnu, to je v bistvu rapalski mejni kamen, ki je danes hranjen v Idrijskem muzeju, se je pa odcepila in v bistvu potem imamo tukaj to novo mejo in je šla potem, se pravi, preko Opal, Račeve proti planini pri Horjulu in kar naenkrat so Žiri postale kraj v bistvu zelo blizu tromeje, se pravi, Žiri so bile kraj v nemškem okupiranem ozemlju, ki je pa mejil hkrati na Italijo ter tudi na italijansko okupirano območje. Zdaj, kakšna je ta meja bila, v bistvu nam je že kolega Daniel precej dobro nekako risal, kakšne so te meje bile in tudi v Žireh so, se pravi, tole novo nastalo mejo ožičili, minirali. Zdaj, če gremo na teren, kakšnih večjih ostankov ne najdemo, naprimer ne najdemo mejnih kamnov ali pa ostankov žice, pa iz ustnih virov vseeno ugotovimo, da je naprimer bil tukaj mejni prehod v Brekovicah, v bistvu kakšna je bila ta podoba, tudi nam ta pričevalec nam je povedal, da so pač imeli barako, da je bilo tam lociranih približno 6 do 8 stražnikov. No, drugače so pa dejansko zaradi te meje Žiri ostale brez, v bistvu samo za eno prometno povezavo, se pravi, ni se dalo več iti v Idrijo, v Logatec ali pa na Vrhniko, ampak edina v bistvu pot odprta je bila pa proti Škofji Loki, se pravi tukaj, ki je bila pa precej dobro, bila je izpostavljena napadom, partizanskim napadom, zato v bistvu so jo Nemci želeli čim bolj ščititi, bomo pa potem iz ene druge zgodbe bom poskusila na primeru pokazati. Zdaj, kot sem že rekla, se je dalo, se pravi, je bila ožičena meja in vse in tudi v bistvu bilo je potrebno ob meji porušiti določeno število stavb in sicer ta ukaz je prizadeval 11 posestnikov, porušili so 25 objektov, večina objektov je bila pač porušenih recimo tukaj ob tem delu v Račevi, pa potem v Brekovicah,
Je pa zanimivo, da so eno stavbo porušili tudi ob tej meji, ki je bila v bistvu že dolgo uveljavljena. Kot sem že rekla, mejni prehod je bil, ta uradni bil v Brekovicah. Naprimer, iz virov pa ugotovimo, da so mejo prehajali ilegalno tudi v Opalah. Tu je bila recimo nastavljena partizanska enota, ki je skrbela, da se je čez mejo kolikor toliko varno, naprimer, prenašalo blago, da so jo prehajale različne enote. Je pa meja v bistvu zarezala čist v osebno življenje, recimo posameznikov. Tu imamo na fotografiji Julijano Pišlar ter Janka Veharja, ki sta se v bistvu 12. oktobra 1941 odločila, da se poročita, sta imela pa eno težavo. Zdaj, Janko Vehar je živel tukaj nekje v Brekovicah, Julijana pa nekoliko nižje v Ravnah in zdaj je bilo pač vprašanje, kako priti čez mejo. In v bistvu potem iz ustnega vira ugotovimo, da v bistvu se Julijana Pišlar sama se prešla je pač mejo ilegalno. Bil je pa še dodaten problem, ker sta morala čez mejo spraviti tudi dvomesečnega otroka in tu potem obstaja zgodba, da so ga skrili v koš ter pokrili z gobami in ga pač prenesli na Žirovsko stran. Po poroki sta namreč se odločila, da bosta živela v Brekovicah. Seveda, meja je vplivala tudi recimo na samo šolstvo, tako da naprimer v Brekovicah, se pravi v manjšem zaselku, so kar naenkrat, v bistvu slovenska šola je bila ukinjena, prej je bila ena dejansko slovenska šola v Brekovicah, ta je bila ukinjena in zdaj tisti, ki so ostali na nemški strani, so hodili na novo ustanovljeno šolo v Žireh in je bila nemška, medtem ko tisti, ki so bili pa na italijanski strani, so pa v tej domačiji odprli italijansko šolo. No in zelo zanimivo je, ko iz ustnih virov gotovimo, da ta, recimo Ivanka Žakelj je v tej nemški šoli dejala, citiram, v Žireh smo imeli srečo, da ste nas učili dve mladi koroški učiteljici, ki sta bili zelo prijazni. V bistvu, te dve učiteljici sta bili v Žiri poslani kazensko in zato tudi nista bili tako ne nasilni, ampak strogi ali pa nekaj takega, tako da ni bilo tako grozno. No, recimo so bili pa otroci izpostavljeni tudi drugačnim nevarnostim. Naprimer, Janez Žakelj je za svojega brata, oba sta tukaj na sliki, mlajši Janez, starejši Jakob, recimo za Jakoba ob Rapalski meji ter v bistvu ob tej okupacijski meji pobiral mine. Na srečo se pri njih ni zgodila nobena nesreča. Je pa, naprimer, če pogledamo čisto statistično, v Žireh je sicer med vojno izgubilo življenje 312 oseb, no in 15 med njimi je izgubilo dejansko življenje zaradi eksplozije mine med vojno in to je bila v bistvu tudi mati Brede Karner. S tem bom tudi zaključila predstavitev. V bistvu ta njena mati se je peljala, se pravi, ob cesti proti Škofji Loki, ki je bila precej, neki so jo poskušali precej zavarovati in so jo zaradi pač strahu, da bo prišlo do napadov, tudi minirali. Ta mati pa tega ni vedela in prišlo je do sledeče situacije. Citiram. Domači so skozi okno opazovali, če bi slučajno kdo prišel na razgrebeno cesto, da bi ga opozorili, naj zavije med drevje po travniku, ker sumijo, da so potaknili bombe, mine. Vsi zmedeni domači zaradi kosila in vojakov pozabijo na cesto in takrat vso silo poči. Nesrečna ženska pade s kolesa. Vsi zmedeni. Kdo? Kaj? Tečejo k oknu. Najbolj in najhitreje brat Janez. Njegova sestra se še vzdihne vsa v krvi in izgovori besede. Kaj bo naredil mož? Kaj bo z otroki? Z menoj ne bo nič. Jaz se na tem mestu bom zaključila, se zahvaljujem za vašo pozornost. V bistvu, takšno temo je zelo težko strniti v 15 minut. Upam pa, da se vam orisala vsej delček tega, kakšno je bilo življenje Žirovcev med vojno. Hvala. Hvala.